Drage gledalke, spoštovani gledalci, lepo pozdravljeni v oddaji Vzhodna. Vsako sredo zvečer na BKTV gostimo odločevalce in jih soočamo z temami vzhodne Slovenije. Tokratna tema bo gasilska olimpijada, ki letos prihaja v Slovenijo, če smo natančnejši kar v Celje. Tako v moji družbi pozdravljam glavne akterje tega dogodka, ki bo julija letos. Gospod Janko Cerkvenik, predsednik Gasilske zveze Slovenije. Lepo pozdravljeni. Lep pozdrav tudi vam. Gospod Franci Petek, poveljnik Gasilske zveze Slovenije. Pozdravljeni. Lep pozdrav tudi vam. Zvonko Glažar, vodja Gasilske olimpijade. Dober dan. Dober dan. In pa Ivan Jezernik, vodjo tekmovalnega dela Gasilske olimpijade. Lep pozdrav tudi v mojem imenu. Lepo pozdravljeni, torej vsi. Dajmo se najprej dotakniti malce zgodovine gasilstva pri nas. Kako dolgo že poznamo organizirano gasilstvo, gospod Cerkvenik? Zelo dolgo in na to sem posebej ponosen. In mislim, da ni bilo predsednika krovne gasilske organizacije, ki ne bi stal za nekimi statističnimi podatki, ki govorijo o zgodovini in o številu naših članov. Ja, letos mineva 153 let od organiziranega gasilstva na Slovenskem. Mi smo to obletnico, vsaj 150-letnico, obeležili najprej seveda z različnimi dogodki v Metliki in kasneje potem zaključili v Cankarjevem domu z eno lepo prireditvijo, ki jo je dejansko, ali pa vse dogodke je pokril predsednik države, gospod Pahor. Moram reči, da je bilo v tem času tudi kar nekaj drugih obletnic. Upam, da imam čas, da vas nakratko seznanim z njimi. Seveda. Mi smo praznovali takrat tudi 70-letnico obstoja Gasilske zveze Slovenije v taki obliki, kot je danes, in pa 50-letnico Slovenskega gasilskega muzeja v Metliki. Tako da priložnosti je bilo več kot dovolj, vendarle nismo obstali na tem področju, nadaljujemo in mislim, da delamo v pravi smeri vse za to, da lahko potem rečemo, da smo tudi na tem področju uspešni. Gospod Petek, vi kot poveljnik Gasilske zveze Slovenije skrbite za aktivno delovanje gasilcev in gasilk, konec koncev tudi ženske imate v svoji družbi. Kako je Gasilska zveza Slovenije organizirana? Ja, Gasilska zveza Slovenije je velika organizacija. Imamo že preko 165 tisoč članov, govorimo pa, da tale operativni del, ki pravzaprav vsak dan pomaga ljudem, v nesreči šteje okrog 50 tisoč operativnih gasilcev. Govorimo o okrogli številki, ker realno imamo veliko več gasilcev, vendar niso vsi skozi aktivni, tako da, bom rekel, vsak trenutek pa lahko računamo na teh 50 tisoč. Smo povezani, mi se zavedamo, da eden sam posameznik pri našem delu ne pomeni veliko, zato se združujemo preko društev, gasilskih zvez regij do Gasilske zveze Slovenije. Imamo 1340 društev v Sloveniji, ki se povezujejo v 120 gasilskih zvezah, 17 regijah in na vrhu je Gasilska zveza, ki vse to tudi združuje. Zdaj, Gasilska zveza Slovenije pač v osnovi poskrbi, da lahko ti naši operativci tudi delajo. Od zakonodaje do primerne opreme, naj si bo zaščitne ali druge opreme, vključno z vozili, postavimo neke minimalne kriterije, da lahko ti naši gasilci varno delajo. Predvsem pa je zelo velik poudarek v zadnjem času na osebno zaščitno opremo, kjer smo, bomo rekel, na zadnjem času naredili res ogromni napredek, tako da tudi ni več neke velike razlike med opremljenostjo poklicnih gasilcev in prostovoljnih gasilcev. Je pa Gasilska zveza Slovenije pravzaprav kar en veliko stroja, ki more dobro funkcionirati. Seveda, če zdaj pogledamo, bomo rekel, zadnji požar, ki smo ga imeli nad Ajdovščino, je bilo veliko društev vključenih, preko 250 gasilcev z 70 vozili, ampak nobeden ne rabi nekaj posebej razmišljati. Ko pokličemo številko 112, zadeve stečejo, se pravi, da imamo stvari odlično organizirano in se potem pravzaprav vedno dopolnjujejo, odvisno od velikosti in zahtevnosti intervencije. Gospod Cerkvenik, kako dolgo pa poznamo organizirano gasilstvo v Sloveniji? No, ravno o tem, kar je poveljnik govoril, sem prej tudi omenil 70-letnico Gasilske zveze Slovenije, ki združuje, bomo rekel, na ta način v tej obliki te gasilske organizacije na nižjih ravneh.
In moram reči, da smo ena od starejših organizacij v tem smislu, na ta način tudi organizirani kot krovna organizacija. Tako da, ja, mislim, da lahko pa zgodovinsko gledano nazaj seveda štejemo različna obdobja, tudi pod različnimi ureditvami, ampak za nas, za slovenske gasilce, zagotovo pomeni 1949 tista oblika organiziranosti, ko smo se prilagodili tudi državni ureditvi v občine in tako naprej. Si znamo predstavljati, da to ne bi bilo v organizirani obliki trenutno, raje ne, kaj ne? Težko. Gospod Petek, pred leti ste se prijavili za gasilsko olimpijado. Uspelo vam je to tekmovanje oddobiti. Kaj pravzaprav to za slovenske gasilce in gasilke pomeni? Ja, res je. Tudi na pobudo, bom rekel, mednarodne organizacije smo se odločili, da smo kandidirali za organizatorja olimpijade, predvsem iz večjih razlogov, bom rekel. Osnovni je to, da je tekmovanje v Sloveniji zelo močno razvito in v zadnjem obdobju smo dosegali tudi res vrhunske rezultate na gasilskih olimpijadah. Potrebno se zavedati, da slovensko gasilstvo temelji na prostovoljnih gasilcih. In zagotavljati prostovoljce ni tako enostavno. Tekmovanje je eden izmed delov, ki nam pravzaprav omogoča, da dobimo ta prepotreben kader v naše vrste. Še posebej je to pomembno pri delu z mladimi. Mladi so zelo, bom rekel, navdušeni tekmovalci, kjer jih že kot male vključimo v naš sistem, jih tudi pripravljamo že na timsko delo in iz vrst mladih dobimo tudi največ kasneje operativnih članov. Ker v njih je še veliko tekmovalnosti, kaj ne? Tako. Nimamo pa samo teh tekmovanj, z mladimi se veliko ukvarjamo, tudi na splošno z drugimi dejavnosti, kvizi, orientacijami, različnimi delavnicami, tako da res veliko vložimo tudi na nivoju države v mlade. Drugače pa tudi za članstvo je zelo pomembno, saj preko tega, rekel, kar močno združujemo naše člane, po eni strani se srečujejo z tehniko, opremo, z načinom dela v gasilskih vrstah, po drugi strani je pa tu še nezanemarljiva stvar, to je družabnost. Če hočemo, da bomo to imeli, moramo ustvariti dobre pogoje v naši organizaciji. Če pogledamo, kaj vse mora en operativec narediti, pod kakimi pogoji delati, če se ne bi počutil dobro v naši organizaciji, da nimamo, bom rekel, res pravih srčnih ljudi, tudi ne bi bili tako uspešni. Tako pa ste ena velika družina. Tako, tudi ne bi imeli toliko članov, kot jih imamo danes. Gospod Glažar, vi ste zadolženi za organizacijo torej gasilske olimpijade v Celju, ki bo, če sva natančna, med 17. in 24. julijem letos. Kako bo sam dogodek potekal, če nam orišete? Ja, torej, že pred časom je poveljnik Gasilske zveze Slovenije zaupal funkcijo in pa mandat podpoveljnika Gasilske zveze in sem torej zraven vseh ostalih operativnih odgovornosti, predvsem torej tudi primarno zadolžen za gasilska tekmovanja, torej v slovenskem in pa tam, kjer pač Slovenija nekako sodeluje v evropskem prostoru. In torej ta gasilski dogodek, ta veliki gasilski manifest, kot rečemo gasilska olimpijada, je v organizaciji in strokovnim vodenjem mednarodne gasilske organizacije, torej CTIF, ki ima znotraj sebe kar precej takšnih zelo strokovnih različnih komisij. In ena izmed teh komisij je tudi tekmovalna komisija. In član te tekmovalne komisije znotraj CTIF-a, torej mednarodne gasilske organizacije, ki je stara od leta 1900 in ima nekako v sebi okoli 46 različnih držav, torej tista, ki bdi nad tem velikim dogodkom. 5 let se že ukvarjamo torej z tem projektom in pa domala torej pričakujemo tukaj v tem gasilski olimpijade v Sloveniji. Torej nekako na ta dan zaključujemo, da je 26 različnih držav iz celega sveta domala prijavljeno na ta veliki dogodek v Celju. To je okoli 260 različnih tekmovalnih enot. Govorimo o populaciji 3100 udeležencev. Tukaj seveda so tudi vključeni tako ocenjevalci oziroma sodniki in pa tisto osebje, ki vsako reprezentanco tudi nekako spremlja. Gospod Ivan Jezernik, vi pa ste vodja tekmovalnega dela gasilske olimpijade. Že vrsto let spremljate gasilska tekmovanja, kaj ne? Bi lahko rekli, da vas to spremlja vsak dan? Na koliko gasilskih olimpijada ste že bili, če ni skrivnost?
Ja, najbolj neprijetno mi je to govoriti, ker to je nekaj, kar v bistvu pomeni več, kot sam pričakuješ. Glavnim gre za naslednje. Res je, moje gasilsko delo je precej uperjeno poleg ostalih operativnih aktivnosti, ki jih jasno vključujemo vsi kolegi, še precej truda vloženega v sam tekmovalni del. Sam sem nekako začel že spremljati tudi ta prav olimpijski duh kot gledalec. Leta 1981 je bilo to v Beblingenu, takrat je bil moj kolega Zvonko Glažar že kot tekmovalec in je kot mladinec nastopal v tej ekipi in seveda to nam na nek način daje tudi vedeti precej več o tem, da smo samo tekmovalci. Poglejte, 81 leta je bil tekmovalec na olimpijadi, danes pa je podpoveljnik Gasilske zveze Slovenije. Od začetka pa do vrha. Tako je, to je dolga veriga, kar po eni strani pomeni, da se seveda vsi ti tekmovalci v veliki meri vključujejo kasneje potem tudi v aktivno delo gasilskih organizacij, kar je najbolj pomembno pri vsem tem delu. Sam sem seveda potem nadaljeval še kot gledalec 89. leta v Varšavi, takrat še v vse sklopu bivše Jugoslavije. No, leta 1993 pa smo se že prvič pojavili kot Slovenija, takrat v Berlinu. In takrat smo seveda, to je bilo moje zadnje opazovanje, od leta 1996 naprej pa, oziroma 97, ker je bilo na danskem Herdingenu, pa do današnjih dni pa sem bil redno aktiven na vseh teh olimpijadah v takšni ali drugačni obliki. Največkrat kot sodnik, trener. Enkrat tudi sem imel to srečo, da sem bil vodja slovenske reprezentance, pa to zgolj zaradi okoliščin, ki so bile v Sloveniji, ker smo bili organizatorji gasilske olimpijade 2011 v Kočevju. In takrat je seveda to delo vodje reprezentance poprosil poveljnik meni, ker je sam opravljal druga pomembnejša dela kot organizator te olimpijade. Sicer je to nekako naloga poveljnika Gasilske zveze Slovenije in to Franci Petek, naš poveljnik, že kar vrsto let ali pa veliko olimpijad zelo odlično upravlja. Kaj bi pa lahko rekli, kaj se je od tiste prve olimpijade, ki ste jo spremljali kot gledalec, pa do današnjega dne spremenilo? Kako je tekmovanje napredovalo? Prepričana sem, da je. Res je, zagotovo. Res je, da takrat smo bili navdušeni gledalci, vsi smo imeli želje biti kdaj tudi prisotni na teh velikih dogodkih. In morda smo gledali z drugačnimi očmi kot kasneje, ker smo bili dejansko vključeni v samo prizorišča. Tako kot je napredovalo splošno gospodarstvo in soživljenje, tako je se seveda tudi razvijal ta del tekmovanja. Res je, da se te osnovne discipline in pa veščine, ki se izvajajo na teh tekmovanjih, z imenom še enake. Ampak tudi tu se je naredilo precej napredka po sami hitrosti, pri samem izvajanju disciplin in pa predvsem pri organizatorjih. Iz leta v leto se ti organizatorji dopolnjujejo in so ta tekmovanja neprimerno drugačna, kot si bila nekoč. Kaj nas šele letos čaka? Ja, z veseljem lahko tukaj dodam nekaj, kar smo pa precej pripomogli slovenski gasilci k tem napredku za razvoj k uspešnejšimi izvajami. Gre za to, da smo bili prvi tisti, ki smo začeli razmišljati o napredku v smeri, da bi bilo tudi elektronsko merjenje. Vstopali smo že takrat v digitalno tehnologijo in plod slovenskih gasilcev je bilo to, da smo potem naši kolegi, zelo močni v tem prostoru, Avstrijci, prepoznali, da pa je to koristno, ne samo za tekmovalce, tudi za vse gledalce. In danes je brez tega več ne gre, tudi na vseh nižjih nivojih. Govorimo o elektronskem merjenju teh gasilskih veščin. Gospod Glažar, ne morem mimo tega podatka, da ste tudi tekmovali. Kako ste takrat doživljali to tekmovanje? Precej drugače, kot ga boste letos, verjetno. Zdaj pa bomo torej videli, koliko sem jaz star gledalci. Ampak to je gospod Jezernik kriv. Se boste mogli potem mu zahvaliti. Začel tekmovati, hvala lepa Ivan za te lepe besede. Začel sem tekmovati pri 12 letih. Torej sva takrat še v prejšnji državi, sva častno in pa ponosno. In seveda sem tako kot kolega Ivan in sva kot poveljnik Franci sedaj bil na že takšnih 12 mednarodnih dogodkih. Začel sem kot tekmovalec, mlad fant in sva potem kako razvijal kariero kot sodnik in na koncu sem torej zdaj že v dveh zadnjih teh mednarodnih dogodkih tudi bil v vlogi člana tekmovalnega odbora
to je tistega, ki so najbolj odgovorni za strokovni del tega mednarodnega manifesta. Kdaj je bilo več nervoze kot tekmovalec ali sedaj? Sedaj so te nervoze vedno večje, kajti tukaj se moramo zamisliti, je toliko različnih držav, toliko različnih interesov. So med temi tekmovalci, ki prihajajo iz držav, ki res prihaja bolj na izlet gasilski, so pa večinoma takšni, ki prihajajo z enim edinim ciljem, to je pa zmagati. Konkurenca je zelo izrazita in seveda v tem času razvoja se tudi pristop k tekmovalnim disciplinam, predvsem pa pri pripravi tekmovalcev zelo izboljšal in tukaj govorimo res o tistih nekaj trenutkih tudi nečloveških naporih. Skoraj vrhunski šport. Vrhunski šport, vse v nekem delu že. Gospod Petek, ampak to ni prvo to vrstno takšno prestižno tekmovanje gasilsko na slovenskih tleh? Res ne. V tako velikem obsegu je vsekakor prvo. Smo pa že imeli, bomo rekel, nabrali smo se nekaj izkušenj, ker smo že gostili leta 2011 gasilsko olimpijado mladih, se pravi tekmovalcev starih od 12 do 16 let. In takrat smo to izvajali v mestu Kočevje. Tudi takrat smo se izkazali kot dobri organizatorji. Še danes velikokrat slišimo, da je bila olimpijada, mladinska olimpijada v Kočevju ena boljših olimpijad in na to smo seveda tudi ponosni. To je tudi bila neka spodbuda, da smo, bom rekel, malo bolj samozavestno kandidirali za veliko olimpijado, tako mi govorimo, tej olimpijadi, ker tukaj je še članski del, mladinski del in športni del, se pravi precej veliko bolj obsežna zadeva, kot je bila v Kočevju, vendar nič manj, bom rekel, pomembna, ali pa, bom rekel, tudi kočevska ni bila nič manj pomembna, kot tudi ta. Ja, čas je, da si pogledamo prvi prispevek, kako gledajo na ta dogodek, ki se bo odvil v Celju na mestni občini Celje. Gasilska olimpijada prihaja v Celje. V 7 dneh se bo na več prizoriščih zvrstilo okoli 3000 tekmovalcev. V Celju smo zelo ponosni, da bomo gostitelj tega velikega mednarodnega dogodka, Gasilska olimpijada Celje 2022. Gre za enega največjih tovrstnih dogodkov po številu tako sodelujočih tekmovalcev kot seveda vseh ostalih udeležencev. Pričakujemo več kot 10 000 obiskovalcev in se na to, po moji oceni, zelo dobro pripravljamo. Imamo primerno infrastrukturo, tako tekmovalno kot tudi nastanitveno, ne samo v Celju, ampak tudi v bližnji in malo manj bližnji okolici z vsemi zdravilišči, hoteli. Tako da verjamem, da se bodo tako tekmovalci kot gostje pri nas odlično počutili. V Celju se dobro zavedajo pomena prostovoljnega gasilstva. Ponosni so na to, da je tako množično. Zlasti ob velikih nesrečah, in Celju je temu bilo kar nekajkrat izpostavljeno, v primeru poplav, se pokaže, kako pomembno je, da so prostovoljna gasilska društva zelo številčna, ker takrat priskočijo na pomoč. Veseli nas tudi, da to tradicijo uspešno prenašajo na mlajše, pogosto tudi iz roda v rod, da so posamezni družini tudi po 3 generacije v prostovoljnem gasilstvu. Ne gre pa pozabiti tudi na te družabne pa tudi socialne funkcije prostovoljnih gasilskih društev in prostovoljnih gasilcev. Zlasti na podeželskem območju so v veliki meri generator tako kulturnega kot tudi družabnega dogajanja. Župan nam pove, da se zaveda, da bo mnogo obiskovalcev gasilske olimpijade sploh prvič v tej regiji. Mislim, da bo velika večina zlasti tistih iz tujine prvič v našem mestu, mogoče celo prvič v Sloveniji. Mi smo v Celju zelo ponosni na svojo bogato zgodovino. Mesto je zgrajeno na keltskih, rimskih in srednjeveških temeljih. Zelo veliko te zgodovine imamo odlično ohranjene, lepo prezentirane, tako da jim bomo poskušali v čim večji meri to predstaviti. Tudi samo mestno jedro, središče mesta je zelo lepo urejeno, ponuja številne priložnosti, pa ne nazadnje tudi okolica s Celjsko kočo,
Šmartinskim jezerom in naravnimi zdravilišči v bližini Celja. Sredi tedna bo v času trajanja olimpijade potekala tudi CTIF skupščina. Ja, v tem času bo tudi delegatska skupščina Svetovnega združenja CTIF-a, ki ga predstavlja 40 držav članic. Prišli bodo najvišji funkcionarji iz posameznih držav, dogodek bo v Celjskem domu, tako da nam je tudi to v veliko čast, da bo po moji oceni to še dodalo nekaj na težo in pomenu dogodkov. Knežje mesto bo tako od 17. do 24. julija letos gostilo več tisoč gasilcev iz 25 držav. Torej smo že nazaj. Gospod Ivan Jezernik, kako vplivajo gasilska tekmovanja na razvoj gasilcev? Ja, nekaj od tega je že naš poveljnik načel, predvsem pri vzgoji, pri mladini. Vsekakor je to en del, katerega v slovenskem prostoru, pa ne samo v slovenskem prostoru, vsi, ki se utvarjajo z gasolijo, posvečamo veliko pozornosti in pa predvsem veliko sodi ta njihov pomen v sklopu izobraževanja. Jaz bom povedal en primer, ki mi je ostal v mojem matičnem društvu kot nek vzor. Imeli smo kar veliko tekmovalnih ekip, predvsem mladine. In takrat, ko je ta mladina prihajala v gasilski dom na svoje veščine, se usposabljala, se je zgodilo spontano tudi to, da so se otroci nehote spoznavali z vsem, kar je v gasilskem domu. Z vso opremo in skozi igrive situacije. In veliko od tega je bilo koristno potem tudi v nadaljnjem življenju. Tudi za tiste, ki niso nadaljevali gasilsko pot. Nekaj osnovnega so dobili. Vsakič so prihajali v kontakt z nekim orodjem, z marsičem. Seveda jasno je, da vsi ne ostanejo. Ne. To je čisto razumljivo, ampak to, kar sem jim rekel, se mi je zdelo izredno pomembno, ker gre skozi ta naš mlin precej populacije, ki kasneje ostanejo ne gasilci, vendar v otroštvu spoznajo precej gasilskega. In to je, se mi zdi, bistvenega pomena pri vsem tem. Seveda, ker kot sem že omenil, ta velika številka, ki se srečuje po mnogih društvih v slovenskem prostoru, je na nek način to izobraževanje, ki poteka samoumevno, velikokrat skozi igrive situacije. In ni naključje, da potem mladi želijo biti v PGD-jih, naprimer, da si želi nekdo postati prostovoljni gasilec, a ne? Absolutno, to pa je nekaj, kar smo že danes tudi govorili, ker vodi potem v tekmovalni duh, nekaj, kar otroci skozi mladost pričakujejo, želijo, ženi so rezultatov in vse to jih spremlja. Gasilcem to lahko ponudimo. Gasilcem to nudimo prostovoljno. Gasilci jim damo vse, kar je potrebno. Žal se pa dogaja tudi to, da naši konkurenti, ne gasilci, razni športniki, jih pa vključujejo za denar in starši plačujejo. Pri nas pa je to prostovoljno delo in seveda smo v času, kjer mnogi vidijo svoje zornike, ravno tako gasilci, otroci, predvsem pri starših je to najbolj prisotno in pa seveda v nadaljevanju, ko odraščajo, zanesljivo spremljajo vsa ta tekmovanja in tako imenovane velike ali male gasilske olimpijade in tako kot vsi športniki, tudi gasilci znajo prepoznati koga, v katerem se potem lahko zgledujejo. Gospod Petek, torej je bistveno, da se naši gasilci udeležujejo gasilskih tekmovanj? Seveda je bistveno. Zdaj, če pogledate, zdaj ravno govorijo o mladih, pa ne samo mladih. Želja vseh naših tekmovalcev je udeležba na gasilski olimpijadi. Predvsem zaradi izredno dobrih rezultatov, ki jih dosegajo naše ekipe na teh gasilskih olimpijadah. In vse skupaj, lahko rečemo, se začne z sanjami. Želje po udeležbi na tem dogodku in potem je potrebno veliko truda, da ti uspe v tako močni konkurenci, kot jo imamo v Sloveniji, tudi se udeležiti gasilske olimpijade. In še enkrat bi rad poudaril, bistvo vsega pa je tole povezovanje, kolektivni duh, ki ga preko teh tekmovanj tudi ustvarjamo. In moram reči, da da se morajo veliko čemu odreči, da lahko prvič trenirajo, drugič pa tudi se uvrstijo na to olimpijado, so na koncu izredno zadovoljni in pozabijo na ves trud in, kar je najbolj pomembno, ostanejo naši
člani, ne samo člani, operativni člani in se aktivno vključujejo tudi vse ostale aktivnosti, kjer, bom rekel še enkrat, pomagamo ljudem v takšnih ali drugačnih nesrečah. Ker tako kot ste na koncu rekli, poklic gasilca ni najlažji, pa vendar se veliko ljudi odloča, pa mogoče ne kot poklic, pa tudi kot sem rekla, prostovoljno udeležbo pri pomoči na intervencijah, ki vemo, da so včasih prav grozljive, a ne? Gospod Cerkvenik, vmes ste že navrgli številko, pa vendar, če še enkrat morda, koliko gasilcev in gasilk je v Sloveniji? Pa če gledava vse od najmlajših, pa do tistih operativnih, o katerih sva že govorila. Ja, gre za en zgleden medgeneracijski dialog. Mogoče je na mestu tudi vprašanje, zakaj nam še vedno uspeva kljub tako dolgi zgodovini, da vsako leto pridobimo približno 2500 mladih v naše vrste. Gre predvsem zaradi tradicije in nekega tradicionalnega odnosa, ko se prenaša to veselje do gasilstva iz dedka in babice na njihove otroke, na njihove vnuke, na njihove pravnuke, in to je zagotovo ena od stvari, ki nam daje neko motivacijo in pa seveda tudi pozitivno energijo, da delamo tako tudi v prihodnje. Ja, zdaj seveda pestrost medgeneracijska je dobra. Moram reči, da pri teh 165 000 članih imamo skoraj da 1/3 članic. To marsikaj pove in moram reči, da vedno, ko govorim o tej vlogi članic, ne smemo pozabiti na naše demografske podatke v prihodnje, ki so slabi. Napovedi niso, ne vem kako lepe, in mislim, da to počasi sprejemajo tudi zdaj seveda vse gasilske organizacije na nižji ravni, da daje članicam seveda neko drugo vlogo, kot je bila v preteklosti, in da s ponosom povem, da marsikatera članica tudi vodi gasilsko društvo, gasilsko organizacijo, tudi poveljnice imamo, operativne gasilke, in se mi zdi to bistveno. No, kot rečeno, mladih je približno 20%. To je več ali manj odvisno od tega tudi, kako in na kakšen način jih privabimo. Moram reči in seveda pohvaliti, kar se tega tiče, predvsem naše mentorje, ki z mladimi delajo, tudi vzgojno-izobraževalne ustanove, pripomorejo zagotovo k temu veliko, se pa mladi vključujejo seveda po različnih interesnih skupinah in tudi prijatelja pripelje in mislim, da je to dobra popotnica. Kot je rekel poveljnik, mi moramo poskrbeti za te neke osnovne pogoje, da se mladi počutijo v naši sredini dobro in da lahko na njih tudi računamo. Ne smemo zanemariti seveda pa tudi veteranov oziroma starejših gasilcev, ki so pravzaprav že oddelali svoje v tej gasilski organizaciji in to v nepretirano dobrih pogojih, ampak še vedno so tu, so z nami, se trudijo po svojih najboljših močeh in se mi zdi, da je to zelo pomembno, da tudi znajo prenašati neke dobre in slabe prakse iz preteklosti in na nek način opozarjati, da če hočemo delati dobro, potem moramo znati tudi sobivati. In mogoče ena taka misel mojega rojaka, blaženega Martina Slomška, ki pravi, če hočeš druge vneti, moraš sam goreti. In to je tisto vodilo, to so tiste vrednote, ki jih zasledujemo in to nas pravzaprav, kot rečemo, gor drži. Hvala lepa. Gospod Glažar, kako dolgo se na to gasilsko olimpijado pravzaprav že pripravljate? Kaj vse je v ozadju, ko morda nekdo, ki bo samo obiskovalec ali pa gledalec, ne bo niti približno vedel? Hvala za to vprašanje, ker tukaj so res bogate številke, ki govorijo o delu, ki je že narejeno. Prvi korak je bil pred 5 leti, leta 2017, pa torej skupščina CTIF, Mednarodna gasilska organizacija, na zadnjih takih velikih gasilskih olimpijadi v Beljaku potrdila, torej, da Slovenija je bila nekako izbrana za naslednjega tega organizatorja. Eno leto smo zadevo preložili zaradi te znane COVID vojne.
Dogodkov je mnogo, vendarle lahko tukaj trdimo, da torej vodstvo Gasilske zveze Slovenije, predvsem pa oba funkcionarja, predsednik in poveljnik, sta v teh 5 letih obiskala kar nekaj ministrov, kar nekaj predsednikov vlad in seveda tudi predsednika države, kar nekajkrat, torej z namenom, da predstavita, kakšen je projekt, kaj pričakujemo od različnih državnih resorjev. In čeprav so se prej našteti pogosto menjavali, večkrat povesta z veseljem, da sta bila vedno sprijeta z odprtimi rokami in seveda s tem tudi odprta potem vrata vseh tistih služb, ki nam pri tem velikem dogodku zelo pomagajo. Drugi del je bil takšen čisto operativen, kjer smo torej že pred leti začeli z nabavo različne tekmovalne opreme. Tukaj tudi se naslanjamo na kolege iz Češke, ker nam bodo v nekem delu tekmovanja nudili strokovno in pa tehnično, pa tudi kadrovsko pomoč. In pa že na prvi dan smo tudi potrkali na vrata mestne hiše, mestne občine Celje. Seveda takrat je župan in za svojo ekipo nas tudi sprejel in pa potrdil nekako smernice. Lahko trdimo, da skupno sodelovanje z vsemi prej naštetimi in še mnogimi drugimi je zelo kakovostno, zelo dobro. Mnogo je nekega dela, ki se ne vidi, pa je opravljeno na podlagi izkušenj prejšnjih teh gasilskih manifestov zadnjih 40 let, kjer smo bili tukaj nekateri zelo tudi prisotni. Lahko trdimo, da je to pričakovati veliko populacijo obiskovalcev. To so ljudje, ki imajo resnično željo priti pogledati prostovoljno delo gasilskih služb. To je en velik izziv za gospodarstvo, kajti tukaj tudi govorimo o trženju, ločitvah in pa ostalih gostinskih pa drugih uslugah. Je velik izziv in pa možnost za promocijo ne samo mesta Celje, predvsem pa tudi Slovenije. Skratka dogodek, o katerem zdaj že kar nekaj časa na vseh nivojih na glas in s ponosom govorimo in smo prepričani, da smo že prepričali mnoge in z ure v uro je situacija torej bolj vroča, bolj segreta in lahko rečemo, da smo pripravljeni. Odlično. Dajmo si sedaj pogledati še naslednji prispevek o gasilstvu na Celjskem. Lani so imeli v Celju slovesnost ob 150. obletnici gasilstva na Celjskem. Naša gasilska zveza združuje v bistvu 2 občini, to je mestna občina Celje in občina Štore. V občini Štore deluje 3 prostovoljna gasilska društva, v mestni občini Celje pa 11 društev in torej pomeni 14 prostovoljnih društev in pa v Celju deluje tudi poklicna gasilska enota Celje. Gasilstvo v mestni občini Celje je odlično in učinkovito organizirano ter temelji na delovanju in sodelovanju Gasilske zveze Celje, prostovoljnih gasilskih društev in poklicne enote. Absolutno. Mi vedno delamo tako, da smo povezani en z drugim kot brat bratu in ali sestra sestri, ker vemo, da le tako lahko gasilstvo se razvija in da v kakšnih večjih in težjih intervencijah le s skupnimi močmi zmoremo doseči, da se v najkrajšem času in najbolj učinkovito rešijo premoženja in življenja ljudi. V svojih vrstah združujejo različne starosti in generacije gasilcev. Smo veseli vsakega mladega, saj vemo, da bodo ti mladi nekoč nadomestili nas, ki smo trenutno, ki vodimo in peljemo gasilstvo naprej, tako da začnemo že od mladih nog z našimi člani in članicami, torej od pionirjev, pionirk, preko mladincev, mladink do članov, operativnih članov in pa potem tudi do veteranov. Tako da od mladih nog vzgajamo gasilce, da dobijo to v srce in da peljejo to gasilstvo naprej. Je pa absolutno, kolikor se vključiš v društvo pri 18 oziroma kasneje, moraš opraviti tečaj za gasilca in potem določene specialnosti in potem lahko upravljaš tudi bolj zahtevne intervencije. Korona čas, ki je sicer precej vplival na delovanje gasilcev, na izvajanje različnih programov in izobraževanj, je zdaj pozabljen. Veselijo se letošnjega velikega dogodka. V prejšnjem tednu smo dvignili olimpijsko zastavo, to je bilo 100 dni pred otvoritvijo olimpijskih iger, gasilskih olimpijskih iger v Celju. Zelo smo veseli, da bomo v našem mestu gostili te gasilske olimpijske igre, ker bo res
veliko držav in veliko gasilcev videlo našo mesto, našo gasilstvo, bomo se lahko predstavili. Upajo, da bodo gostje in udeleženci tekmovanja nad krajem in gostoljubnostjo očarani, ter da se bodo v Slovenijo še vrnili. Torej, videli smo lahko, kako je gasilstvo organizirano na Celjskem. Sedaj pa, če se vrnemo nazaj na gasilsko olimpijado, ki bo v Celju, nam lahko orišete, gospod Petek, za kakšen dogodek gre, s čim bi lahko primerjali to gasilsko olimpijado? Vse smo že veliko govorili o tem, pa vendar se mi zdi, da splošna javnost mogoče ne prepoznava tako zelo, kot bi si gasilska olimpijada to zaslužila. Zdaj, da bi ga lahko direktno primerjali, ne gre. Lahko ga primerjamo z tekmovalnim delom. Tem tradicionalnim, se pravi naše državno tekmovanje, ki ga mi organiziramo, je približno tako veliko, kot bo to na sami olimpijadi. Mi smo lani organizirali državno tekmovanje v Celju, kjer smo imeli eno generalko, kjer smo preizkusili tudi vso opremo. Za potrebe olimpijade smo namreč dobili sponzorsko kompletno opremo, tako da bo ta oprema tudi ostala naprej za naša državna tekmovanja in moram reči, da je zadeva odlično uspela in smo tudi odlično izvedli tole generalko. Drugače pa sama olimpijada je posebna tudi zaradi drugih dogodkov. Veliko različnih dogodkov se dogaja vzporedno. Od samih treningov na začetku tekmovalnega dela in pa kar veliko ali pa pestro dogajanje imajo predvsem naši mladi, o katerih smo danes že veliko govorili. Imajo predstavitev narodov, imajo nastop narodov, potem imajo eno tako družabno tekmovanje, ki po tekmovanju pravzaprav pripomore, da se ti mladi sprostijo, res poveselijo in to so dogodki, ki tem mladim res ostanejo v spominu, bom rekel, za vse večne čase. Tudi nam so ostali, pa niso bili, bom rekel, direktno udeleženci razen Zvonkota. So neke specifične stvari, ki zaznamujejo tako mesto, gasilsko organizacijo, pa tudi državo. Tako da lahko z veseljem povemo, da bomo vsi veliko pridobili za to olimpijado in sem prepričan, bo to ena velika motivacija za delo naše gasilske organizacije, od tekmovalnega dela, predvsem pa tega, da si zagotovimo dovolj operativnega kadra, zaradi česa pravzaprav smo gasilci. Gospod Cerkvenik, ni pa samo to, ne? Tudi vodje držav bodo imeli letno zasedanje, se pravi, gre dogodek res samo mnogo širše kot samo tekmovanje. Seveda. No, če lahko samo nekaj napovem že prej, preden gremo na konkretno vprašanje. Mi smo izredno ponosni, vsaj Slovenci, jaz upam, da je predsednik Mednarodne gasilske zveze CTIF tudi postal Slovenec. Gospod Milan Dubrovac, in zdi se mi, da je to neka posebna vloga, hkrati pa, kot je rekel prej poveljnik, to je tudi neka vrsta čast in izraženo neko zaupanje celotnega gasilskega sveta, v katerem je mimogrede 5 milijonov gasilcev, da vodi to organizacijo Slovenec. No in kot rečeno, ta mednarodna gasilska organizacija vsako leto, tako kot tudi mi, potem preveri, kaj je naredila v preteklem letu in seveda napove neke seveda programe dela za naslednje obdobje. Hkrati seveda preveri, kako so delale njihove komisije in teh komisij je ogromno, to so večinoma strokovne komisije, ki dajejo dobro podlago za usposabljanje gasilcev tudi pri nas. Glede na izkušnje, ki jih imamo tudi mi v mednarodnem prostoru, lahko rečem, da smo zelo ponosni na naše delo. Tudi intervencijsko smo sodelovali kar na nekaj velikih intervencijah v tujini in moram reči, da nam drugi zaupajo tudi vodenje take intervencije, potem pove približno kako in na kakšen način je naše znanje tudi uporabljeno. No, konkretno o tej skupščini. Skupščina pa se bo dogajala med samim tekmovanjem. Na skupščino pridejo vsa vodstva teh držav, celo več kot v tekmovalnem delu. V mednarodno gasilsko organizacijo je vključeno okoli 40 članic
in večinoma teh pride potem tudi na to skupščino. Kot rečeno, mislim, da je to lepa popotnica, lepa izkušnja tudi za nas in da bomo gasilci s tem tudi dokazali, da smo vajeni in da se znamo spoprijeti tudi s tako velikim dogodkom. Gospod Glažar, kako pa je z namestitvenimi kapacitetami, prehrano, kje bodo gasilci bivali, kako je urejena ta segment? V fazi načrtovanja smo torej na podlagi izkušenj iz minulih zadnjih desetletij obiskali kar nekaj srednjih in pa osnovnih šol v mestu Celje. Lahko konkretno povem, da imamo z 15 prej naštetimi inštitucijami podpisano natančno pogodbo, da govori, da bodo tekmovalci spali v razredih. Razredih nekako moramo izprazniti 260 razredov v teh 15 osnovnih in pa srednjih šolah. Standard je takšen, da tekmovalna enota, to je 12 tekmovalcev, vsi skupaj spijo v enem razredu na takšnih poljskih posteljih. In vedno, ko govorimo o gasilski olimpijadi, večkrat na glas povem, da tudi na podlagi izkušenj, da tekmovalec se sooča na tem dogodku z 3 gasilskimi olimpijadami. Prva je ta, da na tej dogodku so tekmovalci od 12. leta pa tudi do 65. leta starosti. Prvi dogodek je takšen stresen, da greš od doma za en teden, prva gasilska olimpijada, ki doživiš. Druga je, da teh 12 ljudi, čeprav so večinoma prijatelji, prihajajo iz iste vasi, spijo en teden skupaj. Socialni pritisk je lahko tudi zelo različen v tem primeru. To je drugi dogodek, katerim se mora tekmovalec soočati. Prav tako tukaj temu primerno so potem standardni glede higiene in vsega ostalega. In pa tretji, gasilska olimpijada, katero vsak posameznik v tem tednu doživi, je pa seveda potem je potrebno pojti na tekmovalno igrišče in glede zlomka, tudi drugi so prišli z interesom, da bi zmagali. To je še enkrat se moraš soočati sam za sabo. To je en stresni test in pa zredostni izpit vsakega posameznika. Od 12 pa tudi kar nekaj starejših. Smo kot sem prej že omenjal, veliko podporo dobili od Ministrstva za obrambo, kjer nam bo logistični polk in pa polk ponuja oskrbo. Naši tekmovalci bodo oskrbljeni iz kuhinj Slovenske vojske. In pa tudi velik uspeh je bil pri obisku ministra za kmetijstvo, to navedeno ministrstvo bo pa čez cel teden zagotovilo za vse tekmovalce tako imenovani slovenski zajtrk, to je tako materialno, kadrovsko in pa seveda tudi potem finančno. In še dobro, da so šolske počitnice, da bodo lahko v šolah. In tudi posledično tako je, tako da te dogodki se vedno dogajajo v času šolskih počitnic, ne glede, kje se pač to izvaja, takrat so te zmogljivosti sproščene. Govorimo o dokaj takšnem podpovprečnem standardu, do katerega smo nekako navajeni v zadnjih letih, lahko trdim, tako je zadnjih 40 let, podobno. In pa vedno v prvi vtis tekmovalcev takšni, kje bom pa zdaj preživel ta teden, res ni tako kot doma ali pa kje drugače. Ampak to spada vse k temu, ne? To je to, del olimpijade, ampak spet lahko trdim, da zadnji dan, ko odhajajo, pa rečejo, mi bi še kar ostali. Kako je bilo fino. Ja, tako je bilo lušno, še posebej bo pa tako v Celju. Ja, res je. Gospod Jezernik, kaj imamo Slovenci, kakšne vidnejše rezultate? Seveda, Slovenci smo znani po tem, da poskušamo dosežati zelo, zelo dobre rezultate. Ampak v osnovi, ker vse skozi govorimo o tem tekmovalnem delu, je v bistvu ta olimpijada pa vse ostale olimpijade namenjena predvsem druženja. To je tisto osnovno vodilo, ki bi moralo biti skozi, ampak jasno, brez tega ne gre, da ni strasti po tekmah, po zmagah in po najboljših rezultatih. Slovenija je zastopana z tekmovalnimi enotami že skozi zgodovino. Še prej, ko smo bili v Jugoslaviji, so se pri nas množično pojavljale te ekipe iz Slovenije, predvsem tukaj v Mariboru smo imeli dobro ekipo, imeli smo iz Slovenskih Konjic eno dobro ekipo, ki se je pozneje še vključevala. Iz vzhodnega dela Slovenije, ne? Tako je. Da se malce pošalim. Tudi moram se pohvaliti, da smo imeli bivšega poveljnika Gasilske zveze Slovenije, pokojnega Toneta Sentočnika, ki je bil selektor jugoslovanske reprezentance, tudi Slovenec v tistih časih. No, kot je pa že bilo prej rečeno, da za letom 1993, ker smo samostojno že imeli dovoljenje tudi nastopati na gasilskih olimpijadah,
se je takrat v Berlinu zgodila tudi prva zlata medalja. In to prvo zlato medaljo so osvojile, če se prav spomnim, članice A iz Begunja. To je ekipa, ki je pozneje tudi nastopala v kategoriji članic B, torej že starejše od 30 let. No, kot prvo zlato medaljo so potem osvojile mladinke na naslednji olimpijadi. To je bilo tako imenovana mala olimpijada iz Topolšice. To sta bila dva prva premika. No, v nadaljevanju pa je seveda bilo teh zgodb veliko in zelo lepih. Je dovolj vitrin. Ja, en od svetlih primerov je seveda, ki ga je treba vzpostaviti, recimo gasilsko društvo Hajdoše. Je zanesljivo eno najtrofejnejših gasilskih društev na teh olimpijadah v slovenskem prostoru, ker so, govorim najtrofejnejših zaradi tega, ker so nastopali v večjih kategorijah, ne samo enota v neki kategoriji. In v Franciji 2013 je ravno gasilsko društvo iz Hajdoše, tako mala vas, pa tako velika v svetu, dosegla kar 3 prva mesta v 3 različnih kategorijah, kar je bil precedens zanesljivo. V tem tekmovanju ne poznamo, jaz mislim, da vsi, ki že nekaj časa sodelujem, da bi lahko eno društvo osvojilo to. Imamo pa tudi društvo Šmartno na Pohorju, ki je kar 4-krat osvojilo naslov olimpijskega prvaka in to je tudi ena posebnost, 4-krat, bom rekel, za isto vsebino enaki tekmovalci, z izjemno majhnimi menjavami in tudi v kategoriji članov B, vse skozi. To je tudi prijetna in lepa zgodba. Seveda ena od, za mene, ker sem bil takrat kot vodja reprezentance, pa je bila zgodba iz Kočevja, iz olimpijade v slovenskem prostoru 2011. Takrat je bila samo mladinska olimpijada in smo imeli možnost nastopa z 3 enotami, mladince, ene in dvojne mladinke. In osvojili smo prvo in drugo mesto, torej zlato in srebrno medaljo pri mladinkah in pa srebrno medaljo pri mladincih. Mladinci so se točno do danes za mladinsko kategorijo najboljši rezultat. Namreč v tem prostoru že kar nekaj let prevladujejo, Avstrijci pa morda še kdo. Slovencem še žal ni uspelo priti pri mladinski kategoriji čisto na vrhu. Bili smo pa zanesljivo najbližje v Kočevju, ker smo samo za 900 sekunde izgubili takrat prvo mesto, za katerega še danes pri sebi ocenjujem, da bi morda lahko bilo drugače, če bi že bilo takrat elektronsko merjenje, ki pa je bilo načrtovano, ampak na sami olimpijadi še ni bilo izvedeno, ker takratni komisarji in pa ti vodilni niso dovolili tega pristopa. V vaših srcih je zmaga Slovencev, a ne? Ja, sej zmaga je v vsakem primeru že nastop na olimpijadi, ampak zdaj, če ste me konkretno poprašali po vrhunskih rezultatih, zato govorim o teh številkah. Seveda v naših ekip v Sloveniji je precej, jaz moram reči, da so se največji premiki v rezultatskem smislu začeli dogajati že po olimpijadi na Finskem v Kuopju. To so že bili prvi prepoznavni znaki, da se Slovenci pa že uvrščamo zelo visoko. In takrat se je prvič zgodilo to, kar nam je vsem skupaj tudi prisotnim zelo godilo, da so nam Avstrijci, ki so na nek način še danes zelo visoko v tem tekmovalnem smislu na olimpijadah, čestitali in dali spodbudo in nekako priznali našo premoč. Celo potem na naslednji olimpijadi so bila izražena misli iz njihove strani, sej Slovenci imate svoje državno prvenstvo na gasilski olimpijadi. To je bilo res primat v kategoriji članov B in to smo res lahko prinosni. Morda še eno misel, ki je tudi vezana na ta tekmovalni del, kolega Zvonko, ker je že prej povedal, da je član tekmovalne komisije v CTIF-u, je pripravil nek scenarij z argumenti, kako bi lahko spremenili točkovanje pri tej kategoriji. Namreč Slovenci smo imeli znotraj zelo dobre ekipe in ker se tu ocenjuje tudi starost ekipe in je prišlo do tega, da so nekatere malo mlajše ekipe zaradi svoje starosti niso bile konkurenčne v isti kategoriji. In sled tega je Zvonko pripravil res pravo
analizo, kako bi lahko bilo, ampak odgovor takrat je bil čisto preprost. Za nas v CTIF-u je to čisto ok, kar imamo. Za vas Slovence je pa to sladka briga, pa si vi preuredite, če želite. Vi ste tako močni v tem svetu. A bi si tudi že drznili napovedati, kaj se bo pa v Celju letos odvijalo glede rezultatov? Ja, mislim, da je to kar velika neznanka za vse. Moramo se vsi skupaj zavedati, da je ta čas korone naredil zanesljivo posledice tudi v tem delu. Namreč najprej je že bilo to prepoznavno na samem državnem tekmovanju. Smo že zaznali ne tako odmevne rezultate kot sicer. Prvi pokazatelj bo zanesljivo zdaj v aprilu, 24. aprila imamo namreč izborno tekmovanje, tako imenovane kvalifikacije za vse te najboljše ekipe in takrat bo dejansko lahko kaj več možno reči tudi o tem, kako sodimo v svetovnem merilu. Sicer pa s tem so se soočali tudi druge države in bomo videli. V pričakovanju najboljšega smo vedno. Zanesljivo vem, da, kot je že bilo danes rečeno, da so ti standardi zdaj tako visoki, da si preprosto nobena ekipa, ki želi najboljši rezultat, ne more delati drugače, kot da trdo gara z trenerji, kondicijski, skozi celo zimo. Skratka, delo je zelo, zelo naporno in upam, če bojo fizično ljudje zdržali, potem sem prepričan, da bomo imeli zelo dobre rezultate. Najlepša hvala, vmes ste že kar sami opravili skoraj da moje delo, ko ste tako lepo opisali Hajdoše. Poglejmo si zdaj prispevek, kako je pri njih. Gasilce prostovoljnega gasilskega društva Hajdoše smo obiskali na treningu in preverili, kako se pripravljajo na gasilsko olimpijado. Predvsem delamo na kondicijskih treningih. Prvo, to se pravi, da mora biti tekmovalec dobro fizično in kondicijsko pripravljen, tako da nekako se pripravljamo v tem smislu. Drugi del treningov pa je namenjen tehnični pripravi, to pa je sami izvedbi vaje. Tako da so to dve fazi treningov, kondicijski in pa seveda tehnični del, kjer delamo z orodjem in samo vajo, katero potem tekmujemo na tekmovanju. To je tudi način življenja. Marsičemu se moraš včasih odpovedati, da si lahko gasilec, vendar, ko pridemo skupaj, ta prijetna družba, je to zelo pomembno, ker potem je splošno počutje tudi dobro. In zanimivo je tudi to, da imajo ogromno ženskih članic. Ja, moram reči za naše društvo, da imamo bogato tradicijo tekmovalno in predvsem tudi žensko tradicijo. Imamo dve ekipi, tako ekipo članic A kot ekipo članic B. Vsako ekipo sestavlja 9 tekmovalcev in pa rezerva, to se pravi 10 punc. In smo, moram res reči, zelo aktivne in pa tudi tekmovalno zelo uspešne. Člani med seboj spletejo prav posebne vezi. Za nas pomeni to en del druženja, v ekipi smo res dobre prijateljice, tako da res ni to samo tekmovalno, ampak predstavlja za nas tudi neko sprostitev zraven vsega, kar se nam pač v življenju dogaja. Pa se mladi sploh še odločajo, da postanejo prostovoljni gasilci? Ja, pri nas v vasi je to tradicija, praktično vse okoliške vasi je gasilstvo tisto najpomembnejša dodatna dejavnost, ki jo ti mladi živijo. Tu se naučijo tudi vrednot, kot je solidarnost, pomoč soljudem, sodelovanje, tudi včasih zmage in poraze, kar je normalno tudi v življenju in je zelo, zelo pomembna ta vzgojna funkcija. V bistvu gre to pri nas v družini že iz roda v rod, že dedek in oče sta gasilca, tako da v bistvu niti ni bilo izbire. 6 leti si avtomatsko vpisan v gasilsko društvo in potem se samo nadaljuje. Članice skupine B so na olimpijadi nastopile 6-krat in bile kar 5-krat olimpijske prvakinje. Vsak dosežek jim ogromno pomeni, saj veliko svojega prostega časa vlagajo v to. Zgodilo se je kar 2-krat, da smo nastopili z 3 ekipami na eni olimpijadi. In na olimpijadi v Mulhausu nam je uspelo, da smo vse 3 ekipe zmagale, vsaka v svoji kategoriji. In tako vsak športnik si želi nastopiti na domačem tekmovanju, na tekmovanju, ki poteka v svoji domovini, tako si tudi mi želimo nastopiti pred svojo publiko. Zato nam je želja po nastopu na olimpijadi zelo velika, kajti podpora, ki smo jo nekako deležni, ti navijači, ki nas podbujajo, nam daje to dodatno energijo in to je res ena posebna čast. Ne glede na vso fizično pripravljenost je potrebno še mnogo več. In nazadnje psihološka priprava, da se potem v glavah dejansko živiš, da točno na tisti tekmi napraviš to, kar moraš napraviti, kar je pa mogoče najpomembnejše. Pred njimi je še nekaj tednov priprav in verjamemo, da bodo znova zelo uspešni. Gospod Petek, če se ponovno obrnemo v vašo smer, torej govorili smo že o številkah.
tudi o tem že nekaj, koliko je prijavljenih tekmovalcev. Morda, če obnovimo še enkrat. Torej, koliko je prijavljenih tekmovalcev, kaj to pomeni za Slovenijo, za tole gasilsko olimpijado, ki nas čaka? Smo že omenili, zdaj trenutno je prijavljenih 26 držav. Računamo še, da se bo še priključila Indija in Senegal. Zdaj ste dobili posebno vabilo iz CTIF-a. Zdaj računamo tudi še na tale vzhodni del Evrope, kjer je zdaj tole športno tekmovanje, svetovno prvenstvo, ker to se odvija, rekel, pri nas in pa posebna organizacija, ki pelje tale športni del, je zdaj zaradi vojne tudi odpovedana. In je kar nekaj držav, ki niso direktno vpleteni v vojno, da bi se želeli udeležiti tudi te naše olimpijade v Celju. Tako da se zna zgoditi, da bo kakšna država več, zna se pa tudi zgoditi, da bo kakšna država manj. Zdaj smo dobili, bom rekel, tudi sporočilo z Japonske, da nažalost zaradi vojne v Ukrajini država Japonska odsvetuje potovanje v Evropo in zdaj zaenkrat v tej situaciji nažalost ne morajo udeležiti te olimpijade, upajo, računajo, da se bodo stvari umirile do takrat in se tudi pripravljajo, tako če bo možno, se bo v vsakem primeru udeležili te olimpijade. Drugače pa, že prej smo omenili, da več ekip je veliko različnih kategorij, tudi Slovenija ima, bomo rekel, več ekip na tej olimpijadi, kot domačini imamo tudi nekaj bonitet, tako da lahko damo ekipo več. Imamo tudi prvakinje, mladinke iz Bilja, ki ima direktni vstop na olimpijado kot z Biljem, tako da bo Slovenijo zastopalo 19 različnih ekip, od mladine do članov. Koliko pa je kategorij, če vas smem prekiniti? 8. Okay. 8 različnih kategorij, to je brez športnega dela. Športni del pa ima 3 kategorije še dodatno, se pravi 11 različnih disciplin ali pa medalje bomo podelili v 11 kategorijah. Če poenostavimo. Drugače pa že prej je bilo omenjeno, da ekipa šteje 9 ljudi plus rezerva, se pravi 10, in zdaj je prijavljenih 250 ekip, tako da je že tukaj, bom rekel, 2500 udeležencev plus sodniki, ki so še zraven, pridemo že na približno 3000. Potrebno pa je povedati, da računamo na okrog 2000 prostovoljcev, ki bojo logistično pomagali podpirati olimpijado, govorimo čez cel teden, ne vsaki dan 2000, vendar nekatere dneve več, nekatere... Računate na domače prostovoljce? Seveda. Predvsem na naše, tako da tudi pri prehrani bomo vključili tudi veliko naših članov, ki so, bomo rekel, usposobljeni tudi za to delo. Zdaj prej je bilo omenjeno, da bo Slovenska vojska, ki je res nas podpira ne samo v kuhanju, ampak tudi še v drugih logističnih potrebah, tako da smo res veseli, da smo lahko z Ministrstvom za obrambo podpisali pogodbo, kjer so se zavezali, da bo tako vojska kot Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje pomagala z svojimi zmogljivostmi izvesti to olimpijado, kjer res je to velik logistični zalogaj. Gospod Cerkvenik, kaj lahko rečemo, da tu z roko v roki z vsemi institucijami enostavno ne bi šlo? Zagotovo ne. Moram reči, da je že bilo omenjeno, da je to dobro sodelovanje, če rečemo, z državo, z vsemi institucijami, s katerimi smo upravljali razgovor, da je tu zelo dobro sodelovanje tudi z mestno občino Celje, da pravzaprav zdaj v tej fazi začnemo nagovarjati tudi naše gasilske organizacije na nižjih ravneh, da je tu organizacijski odbor, ki ga vodi poveljnik, ki je prevzel številne naloge, da sodelujejo vse strukture v smislu vseh 3 stebrov nacionalne varnosti v Sloveniji, to se pravi Slovenska vojska, Slovenska policija in seveda tudi strukture v 3. stebru, kjer smo mi seveda najštevilčnejša organizacija. In vsi vidimo in vidijo to kot nek izziv za nas, za našo državo,
kot tudi, da povečamo mednarodno prepoznavnost in odzvala sta se tako predsednik države s častnim pokroviteljstvom, kot tudi predsednik vlade. Mi bomo imeli otvoritveno slovesnost, zaključno slovesnost, za vse bo veliko priložnosti, da se v zvezi s tem tudi pojavijo na tem dogodku. Kakšnih 10 dni nazaj smo obiskali tudi našega komisarja Lenarčiča, ki je prav tako obljubil, da nas pride pogledati in da pozdravi udeležence. Tako da ja, mislim, da smo resnično naredili nekaj, kar v preteklosti si niti nismo mogli misliti. In seveda jaz srčno upam, da bomo s takimi občutki zaključili ta projekt in da bo seveda to ena kljukica več v prepoznavnosti Slovenije v tujini. Gospod Glažar, za olimpijske igre se spodobi olimpijski ogenj, a kaj ga lahko tudi tu pričakujemo? Olimpijski ogenj mora biti in tudi bo, in smo torej v tem času načrtovanja pripravili točen scenarij, kajti glede na to število velikih ekip in število različnih dejavnosti je urnik zelo natančno izdelan. Lahko trdimo, da med vsemi dogodki je zelo izstopajoč slavnosten dogodek, torej sreda olimpijskega tedna, ko bo v poznih popoldanskih urah na stadionu z Dežele v mestu Celja, torej vkorakalo v ta stadion 3100 tekmovalcev pod 26 različnimi zastavami, v 26 različnih gasilskih uniformah, v protokolu, ki je že kar natančno dodelan. In seveda takrat v tem otvoritelnem dogodku bo tudi v zaključnih minutah dvig tekmovalne zastave in pa prižig olimpijskega ognja. In ta isti scenarij se bo zgodil v soboto, prav tako pozno popoldan, takrat torej, ko bo prav tako ta časten postroj vseh teh tekmovalcev na stadionu z Dežele, in takrat torej pa bo se spustila tekmovalna zastava in takrat po razglasitvi rezultatov bo tudi ugasnil olimpijski ogenj. In to je dogodek, ki ga enkrat doživiš, ga ne moreš nikoli več pozabiti. Torej dve veliki slovesnosti tudi. Gospod Jezernik, če se za konec dotaknemo še tega, kaj za mladega gasilca ali starejšega pomeni udeležba na gasilski olimpijadi? Je to posebna čast in tako kot smo gospoda Glažarja lahko slišali, dogodek, ki si ga zapomni oseba za vso življenje? Jaz mislim, da ste v vprašanje že skoraj dali odgovor. Res, v vsem tem, kar vsak posameznik čuti na razni olimpijadi, ali govorimo kot tekmovalec, kot kakršenkoli drugi akter, so to spomini, ki so zapečeni za vse življenje. In če jih teh veliko, potem je ta zgodba zelo široka. Jasno, da spodbuda pri mladih je še tako velika pri vsem tem. Sam se spominjam mnogo teh ekip, katerih so se pripravljali na vse te olimpijade. Mnogi razočarani, ker ni bilo prostora, ker prostora je malo samo za eno ekipo. In ker je Slovenija tako bogata z znanjem na teh tekmovalnih področjih, se vedno vračajo, vedno zdaj v zadnjih letih z medaljami. In seveda to pomeni v nadaljevanju izjemno spodbudo. Zopet sem obrnil na primer iz svoje zgodbe. V gasilskem društvu smo imeli ekipo tudi mladincev na olimpijadi. In ko so ti otroci prihajali domov, ko so prišli v svoje sredine, v šole, v ene, druge, tretje, četrte razrede, katerekoli, so bili po teh šolah zvezdniki. In takrat je v društvu dejansko nastal nenormalen porast tako mladih, kot tudi starejših, ki so bili starših otrok in niso bili nikoli pri gasilcih. In to je velika spodbuda in pa vstopnica za pridobitev članstva. Zanesljivo ostajajo spomini, tudi kot je že bilo rečeno, grenki, ampak Slovenija na srečo ima veliko sladkih spominov. Najlepša hvala vsem gostom, naj se iskreno zahvalim, ker ste bili danes v moji družbi. Mislim, da smo kar lepo predstavili tale dogodek, ki se že hitro bliža. Hvala vam. Vam pa lepa. Hvala za povabilo. Vam, drage gledalke in gledalci, pa hvala za ogled. Bodite v moji družbi tudi prihodnjo sredo ob 20. uri na BKTV oddaji Vzhodna. Do takrat pa vam želim lep pozdrav in nasvidenje.